Lepo pozdravljeni na Fabulinem izboru v Mariboru. Gostovati bi morali v Sodnem stolpu, pa vendar so same razmere nekako nas prikovale pred ekrane in po vseh teh pretočnih kanalih se pogovarjamo z Anjo Novak. Anja Novak, lepo pozdravljena. Živijo, dobro jutro. Ja, dobro jutro, takšen klepet jutranji ob kavi o knjigi Rane. Izbrala jih je kritičarka, pesnica, urednica Veronika Šoster. Na kratko bi te, Anja, predstavila. Zagotovo te najprej lahko predstavim kot izjemno igralko, performerko. Težko idemo tvojim nastopom s harmoniko, s tvojo izjemno držo, interpretacijami. In seveda je vse to botrovalo temu, da danes predstavljamo pesniško zbirko, je šla leta 2020 pri založbi Stanje Rane. Anja, drugače si tudi Anjuta, to ime naj bi ti nadela Svetlana Makarovič, pa mogoče, če poveš kaj več o tem, kaj več s to povezavo Čehovega in potem Makarovičeve, tudi kako sodelujeta. Ja, do tega imena je prišlo tako, da je Svetlana rekla, da potrebujem eno ime, ki ni tako pogosto. Anja Novak je pač zelo pogosto ime. Sicer, mislim, ime in priimek skupaj, ne, kombinacija. Sicer imam brata in očeta in mamo, ki so še bolj pogosti v Sloveniji. Sicer moja mama je Marija Novak, oče Ivan Novak in brat je Janez Novak. Ne? Tako da smo taka, sem jaz v bistvu še najbolj special v tem šopku. Ampak no, ona je potem rekla, da bi pač rabila eno tako posebno ime, recimo temu tako. In da ne morem biti Mula, ker ona me je predtem imenovala Mula, ker rabi ime imeti neko hrbtenico. Ne? In enkrat je pač prišel njen SMS, kaj pa če bi bila Anjuta. In je to iz drame Čehova, ne iz drame, iz pravljice, novele in je v bistvu ta lik te Anjute zelo poseben. Bil mi je tudi malo podoben v tistem momentu, ker sem bila taka drobcena suhica zaradi drugih stvari. In ona se na nek način, kakorkoli zgleda, da slabo konča, se v resnici reši iz neke situacije. Drugače pa, ja, to ime pomeni tudi neko držo oziroma neko ranjenost, ki potem se izgradi v nekaj, kar pač stoji samo za sebe. Tako da mi to ime v bistvu veliko pomeni, pa dobro se sliši, pa v bistvu izhaja iz tega Anja, Anjuta, Anjuška in tako naprej. So tudi o Anjuški razmišljali, samo Anjuška je bolj otroško kot Anjuta. No to, in zdaj, kar se pa tiče najnega sodelovanja, v resnici mislim, jaz sem del te njene šansonjerske ekipe, ko pojemo, pa bila mi je pa prej velik vzor, veliko sem jo prebirala, pravljice že kot otrok, pa potem kasneje pesmi, šansone in tako naprej. To. Ja, prav ta ranjenost, zanimivo. Bila je tudi ona ta, ki je v resnici me na neki točki zelo močno spodbudila, da naj oblikujem knjigo, ne. Ja, ker prav te pesmi, ki si izbrala, so zanimiv rezultat. Ko sem poslušala Mileno Mileva Blažič, ki je brala interpretacijo, kritiko, teorijo, teoretski diskurs o tvoji pesniški zbirki, ki ga je seveda sestavila sama, me je prav ta misel vzgoja otrok s telebajski, s Pokemoni, spodbudila k temu, da vsaj te generacije, ki zdaj prihajate, ki ustvarjate, ki nam podajate svojo poezijo, svoje performance, saj niste toliko poneumljeni, zelo kritično, zelo senzibilno
torej govorite o svetu. In če se recimo lotiva te tvoja zbirka je lahko kolektivna, lahko je individualna za začetek. Mislim, lahko, pa ne vem, ni tako odvisno od bralca, ne? Ampak meni se itak zdi, da vse intimno oziroma individualno ne more biti nikoli ločeno od kolektivnega, ne? Kot recimo je velikokrat prisotno to vprašanje, a je gledališče, a je neka predstava politična ali ni, ne? V vsakem primeru je v odnosu do okolice, tudi če je zelo način apolitično, to mogoče še več govori o tem, da pač je nek ustroj nevzdržen, ne? Ali pa recimo in to nekaj o tem komunicira, no? Ampak če se vrnem zdaj nazaj, ja, verjetno je, ne? Ker se tudi recimo v jeziku, ki ga kdorkoli kot pisec uporablja, se nekako odraža to, kjer živi, ne? Razen če se pač zavestno odloči za nekaj, kar je ločeno od tistega, kar se v tistem trenutku dogaja ali pa kako se govori. Ampak se mi zdi, da ne vem, ne bom rekla moja generacija ali pa ja, no, se na nek način veliko več uporabljamo ali pa si še nekateri bolj drznajo uporabljati recimo slang, pa se to je vedno bilo, no. To je vedno, ja. Ja, to je vedno bilo, no. In da se mi zdi to zelo, zelo dobrodošlo na nek način, ne? Ker je to tudi kaže na pretočnost jezika, na razvoj jezika, ne? Čeprav ga nekateri recimo malo na purističen način na to gledajo kot na nekaj, kar degradira jezika, ne? Ampak se mi zdi, da se da pametno poigravati s tem, no? Da to ni degradacija, ampak je v resnici izrazno sredstvo, ne? So jezik je v bistvu medij, ne? Če bi rane predstavila v zborno slovenščino, kjer ne bi kršila nobene norme, se mi zdi, da ne bi prišle toliko do bralke. Je, seveda, ja, ni isto, ne? Mislim, sej že kot igralec, ko oblikuješ nekaj, je velikokrat zelo bistveno odločiti se, kako boš govoril, ne? Kot nek lik. In to ogromno prida tvojemu karakterju, zgodovini lahko, predzgodbi, no. In je v bistvu zelo močno izrazno sredstvo, ne. Tako močno, kot recimo je telo ali pa kot sama vsebina. Oziroma se pač jezik prilagodi vsebini, a ne, velikokrat. Najprej sem te zaznala v enem zborniku, ki je šel, mislim, da v Litiji, klub študentov Litije, nekaj takšnega. In takrat sem prebirala prvič tvoje pesmi kot iz teksta, drugače sem te že slišala na Metelkovi. In že takrat nekako sem si vtisnila in rekla, to še pa nekaj bo. Izredno vzdušje se je že takrat porajalo iz tvojih pesmi in tudi tukaj v bistvu je ta krajinskost, je ta pokrajina usidrana vate. Sej na nek način upiraš se nekim normam, do njih si ironična in se mi zdi, da čeprav govoriva o hranah, si v bistvu jih presegla, jih izironizirala in na nek način se z njimi poigravaš. Mislim, ja, to je bil nekako namen, da ne ostanem zaprta, da se ne zaciklam sama vase ali pa v recimo neke recimo temu travme ali pa rane, ne, ki so tukaj tudi opisovane ali pa ki se pač porajajo ob branju v asociacijah bralca ali bralke. Ampak je bil namen s to knjigo pač preseči to, ne, ker je vedno zanimivo pri vsakem umetniškem delu narediti nek obrat od stvari same, ne, ali pa jo prikazati v drugi luči, ali pa z njim iti na nek drug nivo, ne pa ostati sam v sebi, ne. In ne vem, pri teh, že sam naslov je bil na začetku rane, ne. In potem sem v enem pogovoru z eno prijateljico so prišle prav do tega, ampak če so te rane, ne, mislim, to so zdaj pač kaj, čistko bi bilo fino jih nekako
ne zaokrožiti, ampak postaviti v nek kontekst, da se jim da pač neko obdobje trajanja tudi, ne. In na ta način recimo lahko potem presežeš pol, ker daš to obdobje adakta. In to so te rane, ne, ki so zgodnje rane. Pa je to pač zelo osebno še sovpadlo s tem, da sem jaz pač lani dopolnila 30 let, pa sem čisto osebno to naredila, ampak ja, zdi se mi, da mogoče nasploh vse te pesmi spadajo pod eno, mislim, zelo govorijo za neko obdobje nekega mladega človeka ali pa mlade ženske tudi, no. Mislim, zdaj, ki jih tudi z distanco malo berem, ne, vidim te stvari tako zelo specifično, pa tudi, ko vidim, kaj se zdaj izpisuje, ne, pač čisto zdaj onkraj te knjige, je pač drugačno kot to, ne. In ja, in meni je pač vedno zanimivo najti nek izhod ven, ne. Mislim, ker ni zanimivo, da končaš tam, kjer si začel, ne. Ja, zelo pomembne so mi razmerja znotraj zbirke. Subjektka je v vlogi, recimo, če gledava od zunaj in greva v ta mikrokozmos, torej naprimer sosede, ki opazuje sosedovega očeta, kako torej zlorablja svojo hčerko, nato greva k hčerki, sestri, vnukinji, nečakinji. Torej ta družina ali pa okolica, ki obdaja subjektko, ni prizanesljiva, ne. Mi stremimo k neki harmoniji, ampak ta harmonija je v bistvu nekaj čisto drugega, ne. Ti disharmonični odnosi so travmatični, so rane, na vse zadnje. Ja, mislim, so rane, ne. Zdaj pa so lahko rane, so lahko kasnejše rane. Mislim, v tem primeru so rane, ampak kar se pa tiče teh nekih, kako ste rekla, neprizanesljivih okoliščin, ne. Mislim, meni se zdi, da ne vem, ali pa vsaj mene recimo zanimajo napetosti, ne. Tam, kjer je napetost, o tistem čutim nujo govoriti in tisto me veliko bolj motivira, da nekaj ustvarim, da o nečem spregovorim. In v resnici, po mojem, večina teh pesmi nosi neko napetost, ne, ali mislim, ne vem, mogoče zdaj to z distanco gledam, saj ko pišem, ne razmišljam toliko zares o tem, so te odločitve intuitivne, a ne, bolj kasneje to vidim, ampak nasploh se mi zdi, da tudi umetnost, ki mene zanima pri drugih ljudeh, ki jo cenim, vedno nosi neko napetost, v bistvu neko dramo, a ne. In potem se lahko nekaj zgodi, ker ko enkrat nekaj poči, a ne, imaš potem ponavadi, se moraš odločiti, kam bo to šlo, a ne. Ali pač ali padeš pod tem, ali se nekaj naučiš, ali potamaniš drugega. Mislim, tako postavi se eno vprašanje, kaj pa zdaj, a ne. In takrat se stvari res začnejo dogajati, ne. Ker če ne je pač nekako nek popis nečesa, ne, če pa se odpre eno vprašanje, v smislu, kaj pa zdaj in ne vemo, kaj zdaj, takrat pa se začne dogajati, se začnejo dogajati lahko nepredvidljivi scenariji in veliko več domišljije tudi pokrene, ne, kot pa če že vemo ali pa če samo reprezentiramo nekaj. Kar ne pomeni, da se tega ne lotevam, pa kar ne pomeni, da mi to tudi ni všeč, ampak tako govorim čisto o tem nekem naboju mogoče, ne, kaj bolj zintrigira. Pa še nekaj sem hotela reči. Ja, pa tudi če sem tako, ko ste omenjala subjektko, ne, mislim, jaz se zelo ne, mogoče mi je to zaradi te igralske pozicije blizu, ne omejujem zdaj, da sem pač to vedno jaz ali pa da je to vedno Anjuta, ne, ker tudi zato sem recimo vzela, da je kot avtorico, mislim, je navedena Anjuta, da se naredi tudi ta odmik, a ne, da je to vseeno umetniško delo, a ne, in da se ga ne bere kot mojo biografijo, četudi je pač vedno vsako delo, ki ga ustvarjaš, v resnici ni toliko, mislim, to je moja perspektiva, ni toliko izraziti sebe,
kot v bistvu iskati, kdo ti sploh si, ne? In včasih je pač razumljeno, da nekdo izraža sebe z umetnostjo, ampak v resnici v tistem trenutku, ko se izraziš, se ti to že izmuzne, ne? Si že nekje drugje in moraš spet iskati. Tako da zame je v bistvu iskanje, kdo si, in igranje skozi te različne karakterje, skozi tudi mogoče preizpraševanje pozicij, ki niso moje, to mi je pač zelo zanimivo. Mislim, učiš se lahko včasih tudi prek drugih, ne samo prek svojih izkušenj. No, tako. Drugače sva na ti, ne? Se ne bomo postavljali v te nerodne položaje. Zdi se mi zanimiv ta izraz igranje, je pa veliko borbenosti in bojev znotraj poezije. Zdi se mi zelo zanimivo, kako vzpostavljaš torej odnos do zajčkov, mravelj, luže, ki jih lahko v bistvu poškoduješ, raniš. Mogoče kaj več o tem? Ja, to pa je, kaj pa jaz vem, kako bi temu rekla, to pa mislim, da vsak človek nosi, mogoče bolj, ko je otrok, da imajo predmeti v resnici, se lahko z njimi pogovarja, ne? Kasneje to mogoče malo izgubimo, pa je to videno tudi kot malo čudno, ne? Ampak recimo, evo za primer, ko smo tudi delali to predstavo Sinja ptica od Metterlinka, ne? On pač tam recimo prav predmetom da življenje, ne? In to je velika stvar, ne? Da lahko, ne vem, kruh spregovori o tem, kako njemu je, ne? Da lahko svetloba spregovori, luč, da lahko mucek, kuža spregovori. In recimo, jaz sem kot otrok sem se pač pogovarjala s svojimi zajčki, ne? Pač pogovarjaš se, kot se pogovarjaš, nekako pač slišiš, kaj pa oni govorijo, nič ne mistificiram tukaj, ampak pač ta otroška domišljija je res brezmejna. In lepa. In lepa, ja, in lepa in se zdi, da je treba negovati, ne. In mene mogoče ta poklic tudi, mislim, nekako ohranjam to kondicijo glede tega, ampak meni je to ful zanimivo, ne, ker v resnici mi mislimo zdaj, ja, predmeti, to je pač čudno jih ozvočiti, oziroma bi jih moglo ozvočiti, da bi bilo zanimivo. Včasih v bistvu niti se ne zavedamo, koliko bi bilo zanimivo neke ljudi, ki nimajo glasu za izraz ali pa ne znajdejo načina, kako se izraziti, ali pa so na nek način utišanja, ne. Koliko je že tam, mislim, zanimivo, če jih ozvočiš, a ne. In isto pač predmeti, ne, to je pa spet čisto nova perspektiva. In ja, in mislim, lahko je to zelo pol gre v neke ekstreme, ne, pa se, veš, če vsaka stvar, če zdaj kaj, če primem knjigo, če jo tako odložim, ampak lahko se pa razvijajo zanimive zgodbe, ne, pa tako se lahko na metaforičen način bere pol in lužo in zajčka in vse, ne, ni nujno, da to res prava luža, ampak ja, tlej spet se mi zdi postaviti stvari pod vprašaj, ne vzeti jih za samoumevne, ne. Ampak na nek način... Nekateri to poklicali, mislim, klicali zdaj čuječnost, ne. Ja. Imajo te čuječnosti zelo. Ja. Veliko, ne, in to se potem reše. Zdi se mi zelo zanimivo, da na nek način je tvoja poezija tudi umetnost življenja, umetnost hoje, umetnost torej doživali. Kljub temu se mi zdi, da tvoja poezija ni aktivistična, ne. Gre za neko manifestacijo, tudi sama si izrazila mlade ženske, mlade intelektualke, umetnice, ampak še zmeraj torej gre za na nek način hvaležnost do življenja, ne, kakršnega koli, ne vem, motiv dedka, ki je dementen, ki je na nek način še zgolj rastlina, po drugi strani torej ta celotna, bom mogoče rekla, podeželska folklora do religije, vsi smo še na nek način povezani, ker se poznamo iz cerkve, če te parafraziram, in potem vse do tega, ko v pozicijo spremeniš torej molitev, zopet seveda pač bom poudarila, izpostavila zajčka, torej na mestu sveti angel, ta sveti zajček, ta na nek način čudenje
pa lepota vsej tej ljubkosti. Ne? Čeprav na eni strani gre za resen manifest, na drugi strani pa vso to veliko prvinskosti ohranjaš. Ja, ampak to se mi zdi, da je res stvar in mislim zelo intuitivna stvar, zelo spontana reč, ki se dogaja, ne, ko pač pišeš, se mi zdi. In ja, verjetno je veliko prvinskosti, no, ampak tudi zato, ker pisanje res jemljem, mislim, kot polje neke igre, kjer lahko, pač mi je dovoljeno vse, ne, tudi na nek način. Mogoče bi bile kakšne zadeve, te lahko zelo hiter, tudi z moje strani, s predsodkom videne kot slaboumne, ne? Tako kot, mislim, pa mogoče tudi so, ne? In kaj je s tem narobe na nek način. Mogoče gre pa res sam za to prvinskost. Ne vem, mogoče bi omenila tle Petra Svetino, ne? Jaz uživam v branju njegovih pravljic, pesmic, ker recimo on daje tudi takim stvarem glas, ne vem, ena zgodbica je o ventilatorjih, kjer ventilatorji govorijo, pa potem cela zgodba nastane, v bistvu celo neko novo življenje se odpre. In recimo tudi ta molitvica, jaz sem post festum v bistvu brala potem njegove molitvice stopnic in tam so v bistvu molitvice otroka, ne? In oni po svoje te molitvice zdaj govorijo in je v bistvu zelo smešno, ampak hkrati je pa veliko več nekega naboja, veliko več neke resnične želje ali pa prošnje, kot pa v nekih molitvenih obrazcih, ne? Ki jih ljudje izgovarjajo brez zavesti o tem, kaj govorijo. Ne? Čeprav zdaj recimo tudi tam je pa neka čist druga dobra plat, ki je pa ritualnost, ne, kjer se pač stvar ponavlja, kjer pač se prideš do nekega stanja, ki je pač drugačno, ne, ampak to, ko se pa zares vprašaš o enih stvareh ali pa kaj izgovarjaš, je pa čisto nekaj drugega, no, tako da mogoče to ta prvinskost, mislim, ko prvič slišiš stvari kot otrok, ti vse novo, ali pa ko prvič vidiš, ne, to čudenje, to je pač, mislim, to dopamin tako skoči, ko prvič otroci so skozi na dopaminu, vsi mislim. Ja, oziroma želi naša družba narediti otroke neke majhne povprečke, ne? Ja, mogoče, ja, pa niso, ne. Mislim. Ne. Vsak je poseben, ne? Ja, poseben v pozitivnem smislu. Ja. Ali posebna. Anja Novak, Anjuta, prosila bi te za nekaj pesmi, da jih podeliš z našimi gledalkami, gledalci. A imamo kakšno željo? Ja, mogoče Delo, ker se mi zdi na nek način pesem, ki razpira od žebljarske do egiptovske poezije, pa kakšna pergament tudi, ja. Se mi zdi, da vsaka pesem je zgodba zase, ne? Je molitev zase tudi, ne? Ok, lahko pa tle zdaj, recimo, to niso povedali, mislim, se mogoče še, zbirka je v bistvu tako narejena, ne, da ima povsod taka pesem. Lahko sama. A greva zdaj, mislim, ker lahko zdaj... Lahko bi potem nagradili, jaz sem mislila to postopoma, ampak lahko... Ne, zato je, ker recimo pri tej pesmi je nek sodeloval igralec in fotograf Žan Koprivnik in on je naredil s tehniko kolodija zraven fotografije, ki so vezane potem na to pesem. Ampak v redu, recimo, če se gre na spletno stran rane.si, pa se najde pesem Delo, bojo to pač gledalci našli. Skratka, vsaka pesem ima še nekaj zraven. Bova kasneje, bom zdaj sam prebrala. Delo. Rane imam zažgane do črnega, ker gonim krave na pašo in pozabljam na sence. Vsak dan zjutraj zamujam in srečujem stare prijatelje, res stare in zjebane. Kje da grem zdaj? Punčka iz porcelana. Vtisnil si mi svoje želje in strasti v hrbet.
Dovolj močno si udrihal, da si mi izbil narcise in mladosti z duše, a premalo, da bi pregnal puhasto živalco, ki je zrasla v zver. Vtisnila sem si tvoj obraz globoko v spomin in tvojo roko, ki je šla predaleč, tvoj švic na svojih laseh, slino majhnega tiča in tvoj strah pred svetom. Strah, ki me je navdajal z grozo, ker se ga sam nisi zavedal. Strah, ki je hranil mojo žival. Strah, v katerega sem se brez lastne volje zaljubila. Nabrala bom narcise in te z njimi zadušila. Zrezala ti bom telo in te v žaklju porinila po hribčku navzdol v prepad. Zarjula bom, kot zver, da se ti bo mrtvemu ustavil dih. Pela bom od sreče in veselja. Le dvoje imam od tebe, čir na želodcu in te pesmi na ustnicah. Tvoja punčka iz porcelana. Lepo si pazil name, nisem se razbila. Papir prenese vse namesto mene. Pergament sva rekli, ne? Ja. Pergament. Medicinske sestre kartajo za moje krvničke. Nobenega alkohola nikjer. Razmišljam o tem, da bi uprizorila lastno smrt. Na milijone različnih načinov umiramo, da bi živeli. Vsak, ki me sreča, ve, da ga čutim in berem njegove mikroekspresije. Nekateri se bojijo, vsi ostali so na preži. Postala sem detektor nevarnosti. Zlorabe so me izoblikovale. Čez 500 let so me dali na znamko in o meni napisali knjigo. Tišina. Ne beseda je tudi beseda. Molitvica. Sveti zajček, angel moj, bivaj vedno ti z menoj. Skači noč in dan ob strani in me dobrega ne brani. Prav po zajčji prosim te, varuj me, jaz čoham te, amen. To je res. Hvala. Res dobro. Evo, pa tle imamo še eno. Tle si. Anoreksija. Moj skelet skeli. Antitelo. Kako naj sprejmem samo sebe v dom svojega telesa? Mogoče pa zdaj, če sem, evo. Amoreksija. Rabim te telo, da govoriš namesto mene. Shirano telo. Moj glas prešibek. Telo ne laže. Ne zapusti me podhranjeno telo. Bit brez bolezni, bit le škatla za zlorabe. Shirano mi daješ pravico do izbire, časa in miru. Pravico, da si vzamem samo sebe. Da vzamem si življenje, da bo končno in zares le moje. Moje, moja, samo svoja. Brez tebe, shirano telo, sem spet mašina. Neutrudna. Na voljo sem, na razpolago. Glasu ne znam povzdigniti, zagovarjati se me niso naučili. Brez tebe, ki te nič ni, sem nič. Raje v dvoje nič, kot sama nič. Rabim te, ti si glas puščave, ki kriči. Govori, kriči zame. Iztelesi me. Rabim te. Zelo rabim te. Iz ljubezni v bolezni. Še eno tako bolj. Moč jezika.
Tako zelo te imam rada, da me je sram, da ti to rečem s temi spranimi besedami. Zato te ližem, zato me ližeš. A še eno? Lahko, seveda, ja. Mislim, ti kar ostavi, ko bo, si režiserka pogovora. Robin Hood. Naučil si me vsega, kar me je zgradilo v človeka, ki te ljubi. Najprej sem te dolgo brala in masturbirala na tvoje besede, potem na tvoj glas na radiju. Penetriral si vame in izumila sva lastno frekvenco, ki je bila daleč pred prvim hrapavim poljubom. Suha usta od nervoze, moje rokice v tvojem gozdnatem mednožju. Odprl si mojo maternico, da je krvavela od plodnosti, in modri ptički so leteli iz moje pičke. Nihče ne bo nikoli razumel, kaj si mi dal. In ti ne boš nikoli razumel, kaj si dal. Ljubim. Najne korespondence polne Shakespearjevih citatov, najno razjokano posteljnino, najna jutranja kracanja po papirju. Po noči, ko zajašam tvoje stegno in se stopim koputer, me obiščejo nadzemeljska bitja in se igrajo z mojimi sanjami, in ti se igraš z mojo zavestjo. Odjezdila bi s teboj polešnike v tisto veliko knjigo od Junga. Bila sem zraven. Ko se nisi zavedal, kje si, in si mi hotel narediti otroka, in si bežal pred najnimi morilci, in si kričal moje ime, in si 5krat onesvestil svoje telo, ko so te policisti davili, ker te zdravniki niso mogli. In sem te našla v prevezani pižami z razmesarjenimi zapestji od lisic naslednji dan in sem bruhala od skrbi in sem te poljubljala pred starši in zdravniki in si me močil in te je bilo sram in te je bilo sram in si mi obljubil, da ne boš nikoli več kadil in sem ti verjela in ko nisem mogla brez in sem hodila spat v tvoje stanovanje z roko v hlačkah, ko si bil zaprt v belo in ko sem vedela, da bodo izrabili tvojo šibkost, tvoj utrip agresije in sem potiho jokala, ko so jo in ko sem preklinjala te neobčutljive umetnike / pesnike, te senzibilne duše, bivše prijatelje s smislom za podlost in ko sem te krepila in ko sem se črpala in ko sem šla na kose in si me ti sestavljal in ko sva jedla kosila tvojega očeta ob polnoči v posteli in ko sem te samo še bolj ljubila in ko sem zavrgla to sceno hijen, ki prežijo naranjeno meso in ko sem te objela kot mama in se igrala s teboj kot sestra, ki je nikoli nisi imel, kot brat, ki ti ni nikoli delal družbe, ko so te pustili samega pred televizijo in ko si me gledal in ko si mi ploskal in ko si me umival in ko sem si ukradla tvoj vonj in ga nosila k sebi v tvojih srajcah in ko mi bereš in ko me učiš in ko sem dojela, kaj je to zvestoba bit, ko se nekomu strga in ko sem s teboj objela ves ta svet in ko sem googlala tvoje bivše in bila ljubosumna, če si tudi njih ljubčkal po mednožju in jim pogrizel bradavičke. In ko sem bila ponosna, da te med ljudmi pogledam kot svojega ljubimca in ti mene in še vedno ne morem verjeti, da je to res. In ko pomislim nate, pa se navlažim in ko me ves čas pogrešaš kot v srednji šoli in ko vem, da te odvedno ljubim. Pesnik, ki sem ga čakala, mu pisala. Pesnik, ki ne boš nikoli umrl, ker se vpisuješ v ljudi. Pustila sem, da si se brezpogojno vtisnil vame. Najlepša hvala. Anja, zanima me ta podoba telesa, podoba ženske, podoba moškega, ki mora ustrezati, ali pa naj bi ustrezal normam nekega sveta in hkrati mora ustrezati njegovo razmišljanje tudi v svetu umetnosti. Kaj se tukaj dogaja? Pomenljivi se mi zdijo, že prej sem nekako želela o tem govoriti in potem je seveda nanesla na to, da se ravno to poezijo prebirala. Ta svet umetnikov, ki v bistvu postane tudi na nek način po svoje malo meščanski.
kot je malomeščansko okolje, v katerem lahko živimo, v katerem se znajdemo. Samo zdaj, da relacija telo pa malomeščansko. Ne, v bistvu to sem želela potem nadgraditi, ne. Te norme, kakšen naj bi bil človek, njegovo razmišljanje, pa hkrati v bistvu njegovo telo, njegovo dojemanje, njegovo sprejemanje sveta okrog sebe. Mislim, ja, ne vem, lahko zdaj... Meni je telo eno itak izmed pač iz raznih sredstev, tudi kot igralec vedno rečeš, da je telo tvoj inštrument, a ne? Tako da v resnici brez tega nič, a ne, in je zelo pomembno, kako si, kaj si, kako telo tudi prilagodiš izrazu, ne. Ampak zdaj v življenju pa je tudi na nek način tako, a ne. Ljudje na nek način s svojimi telesi zelo veliko izražamo ali pa s tem, kakšen odnos imamo do svojega telesa. In zdaj meni se zdi, da recimo, če se zdaj lotim, ne vem, prebrala sem tudi pesmi, ki so iz kostnega poglavja, ne, in recimo veliko ljudi misli, da je to pač plod tega, da je pritisk recimo modne industrije, da pač ženska mora biti suha in tako, in te ideali so pač na ta način postavljeni, ampak v resnici gre za zelo bolj globoko rano, mislim. Sprejemanje same sebe. Ja, in pač ljudje imamo zelo različne ventile, kjer lahko neko nesprejemanje ali pa neke frustracije izražamo, ne. Ali so to neke odvisnosti, ali so pač motnje hranjenja, ali pač, no, sej odvisnosti, mislim, tudi motnja hranjenja postane lahko odvisnost, ampak se mi zdi, da se lahko, ja, pač telo izraža zelo veliko o tem, kako smo, no. In se mi zdi to zelo, mislim, se bi bilo zelo škoda, oziroma je čas grozljivo, če to spregledamo, ne. Ali pa če recimo so neke te hibe ali pa neki problemi odrinjeni na stran, zato ker pač ovirajo nek ta vse lepo in prav ali pa nek razvoj, ker vsakmu je lažje, če je pač zdrav in lahko dela in če nima problemov in če nima sploh duševnih problemov, recimo, ki so tako nevidni, ampak vedno so samo nek črv v sistemu, ne, ki od nas zahteva, da pač smo produktivni in v redu in tako naprej, ampak včasih pač enostavno nisi, ne, in ko se to prikriva, problem samo raste. In večinoma se začne tudi, mislim, se v telesu izraža že prej ali pa kasneje. Pa že tudi čisto tam lepe stvari, ne, mislim, če se pogledamo na seksualnost, ne, mislim, pač to, da recimo se pojavi erekcija ali pa da se ženska navlaži, to ogromno o tem govori, ne, kaj si nekdo želi ali pa kako se ob nekom počuti, ne. Mislim, pač to so zdaj recimo meni malo mogoče neprijetno, ker bo kdo mislil, o čem pa zdaj ti govoriš na tem pogovoru, ampak to so zelo pač stvari, o katerih v bistvu se na nek način ne govori, so pa zelo pomemben del, ne. Ampak na nek način se ne govori, se pa ves čas reklamna industrija in tako naprej temu spodbuja, ne, te prikrite mislim, prikrite reklame, vem, vzgoja otrok, kjer se že zdaj seksualizira deklice, ne vem, od 3. leta naprej z zamazanjem nohtkov in tako naprej, ampak tudi sama si seveda rekla, joj, kaj bi pa rekli, ne, mislim, ironično, ne, o čem se mi dve se pogovarjamo, ampak vse nas družba ves čas k temu spodbuja, ne. Ja, ampak je recimo zelo pomembno, na kakšen način ti o seksualnosti govoriš, ne. Če pač spodbujaš ti zdaj s tem, da seksualiziraš modo mladih punčk ali pa to pač, mislim, to ni zares govor o seksualnosti, ne. Veliko bolj se mi zdi en iskren pogovor o seksualnosti bi bil, če pač te punčke ali pa pol kasneje najstnice nekdo jim reče, pač če ti nočeš, mislim, če ti ni do seksa, ne, pa magari je to tvoj partner, pač ti ni do seksa, ne,
In ne rabiš imeti pač slabe vesti, ali pa ne rabi se pojavljati zdaj to, kaj pa je z mano narobe, ali sem frigidna, ali kaj. In tudi recimo pri moških je veliko bolj jasno, ne? Ko si moški pač želi seksa, dobi erekcijo. Ženska pa pač ne dobi erekcije ali pa karkoli, ima še vedno pač svojo vagino, kamor lahko nekaj gre, ampak se pa recimo ne navlaži, ne? To je recimo lahko zelo hitro spregledano, pa tako, mislim, zelo so, pa ne govorim tle, da je ženska kakršnakoli žrtev, pa karkoli, govorim samo o tem, da se ne govori na prav način, ne? Da tudi fantje ne razumejo včasih, kaj se jim dogaja, kaj se dogaja recimo nasprotnemu spolu ali pa istemu spolu, s katerim so. Mislim, tako, na ta način ni dovolj pogovorov, ne? V bistvu tega ni dovolj, tega razumevanja telesa, no? Ampak ti sprožaš s to zbirko te razmisleke, ne? Zdi se mi, da odpira, ki se ne tiče zdaj samo duševnih zlorab, spolnih zlorab, fizičnih zlorab, ampak tudi zlorab nečesa, o čemer mi ne govorimo, vemo pa, da tukaj je, ne? Kot na primer, mislim... Rekla bom, da zelo na nek način iskreno se spoprijemaš, vse smo že prej govorili o tej seksualnosti, o teh nekih, vsaka raba je na nek način zloraba, ne? Te pozicije so mi zanimive, ker jih izraža znotraj tega, da ni vse, kot si že prej rekla, lepo in prav, vse ima dve plati, dve zgodbi, dvojna ozadja. Mislim, meni se zdi, da zloraba se zgodi lahko praktično kjer hočeš, mislim, ne, v kjerkoli odnosu, vsak dan, vsako minuto, če pač niso jasne meje, ki jih nekdo postavlja, ali pa če so te meje nespoštovane. Torej, je odgovornost na obeh straneh, ne? Mislim, naučiti se postavljati meje in v bistvu spoštovati meje nekoga. In to je lahko res zelo na banalnih stvareh. Pač zelo banalno je lahko. In ne gre zdaj, da mora to biti v razsežnostih, recimo spolne zlorabe ali pa česa takega. Ampak ja, mislim, in ko se zabrišejo te meje, ali pa ko se ne govori o mejah, ne, ali pa ko so dogovori nejasni, ne, recimo, vem, da je, mislim, imamo ogromno, recimo, če smo zdaj že moški, ženska, 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 moški, moški, lahko imaš dogovor, kako bi ti v tem razmerju bil, ne, je to open relationship, ali je to neka popolnoma zvesto, en drugmu veza, ampak če ta dva človeka vesta, ne, kaj drugi želi, pa česa noče, potem veš, česa ne boš naredil, da ne boš prizadeval, ne. Če pa boš to naredil, pa je za tega človeka lahko to veliko izdajstvo pa zloraba, medtem ko za nekoga drugega, ki s tem nima problema, pač ne bo, ne. Tako da te stvari so zelo, mislim, nikoli ni receptov, ker če bi se šli te recepte, pa smo v neki, mislim, uniformirani, puristični poziciji, kjer v resnici še manj veš, kaj bi in sam paziš, da nič ne bi in potem tudi nič ne moreš doživeti na nek način in nič v bistvu delita, ne. Tako da je pač to je to, no. Tudi recimo te rane so na nek način tudi, mislim, pač ja, tudi moj oseben poskus oziroma pač pot in tudi poziv drugim, pač izviti se iz te pozicije žrtve, no. Ki je tako... Zelo lepo, ne? Ja, mislim, to je zelo... Pomembno. Ampak ker to, mislim, to je lahko tako zelo nadležno itak ljudem okrog in sebi tudi, ne, kako lahko vedno, ampak ko je tebi pač nek vzorec odziva znan in nikoli teh možganov ne prisiliš, da prekonfigurirajo svoje nevronske povezave, kar je pač težko, ne, kar se ponovadi dogaja recimo v terapiji ali pa v nekem varovanem podoživljanju recimo nečesa, kar te je spravilo v take vrste odzive, se pač ne zgodi, ne, in to je pač delo, ne, in se mi zdi vredno to delati, pač iti iz te pozicije
žrtve. Glih tako, kot se mi vredno zdi dobiti to zavest o tem, da nekdo mi je rekel stop, ni to zdaj neki, da jaz moram osebno dojeti, da je pač to zdaj meni zavrnitev osebno kot človeka, ampak tam je njegova meja, in če bom spoštoval, rajši me bom imel. In spet lahko se tudi to, recimo, zlorablja, da nekdo postavlja meje, tako da pač na ta način v bistvu nekoga spravlja skozi vse je lahko manipulacija, mislim, to je tako pogovor, ki ne prideš do dna, Razpira pa še veliko stvari za naprej, ne? Ker tudi, če se zdaj mogoče lotiva zbirke kot take, zelo ta droben relief, nizek relief, torej tvojega psevdonima, nadimka, Anjuta in potem naslova Rane, pa potem same te rane. Zbirka je izjemno opazna, izjemno lepa. Kako si se odločila, to je šlo za simbiozo v sodelovanju oblikovanja, za takšno zbirko, belo, rdeča barva in potem celotna tudi rdeče črke, ni črnih črk, kar so pa navadni vajeni in tako naprej. Ja, to je v resnici, mislim, zdaj pisati to pot, bi bilo, še jaz ne vem točno, kako je do vsega prišlo, ampak brez Tajde Pavletič, oblikovalke, ki je pri Sanjah bila takrat zaposlena in s katero so še zdaj v dobrih odnosih in imava vedno, ko se srečava, polno idej, se je pač to na nek način izkristaliziralo v to knjigo. In mislim, da je bilo bistveno to, da sva si na nek način zaupali, da je to najino igrišče in so v resnici imele te ideje, ki so mogoče malce celo se bali, da sploh ne bodo šle čez, ali pa mislili, da itak ne bodo šli, ampak se nismo omejevali. Res se nismo omejevali v tem, kako bi, pa kaj bi, in brez nje ne bi pač sploh dobila vseh teh idej, oziroma pač je šlo za nek izmenjavo. Ona je nekaj prenesla na mizo, jaz nekaj drugega, potem so ugotovili, da je nekaj tretjega dober, ali pa je intuitivno nekako vedela, ful se je recimo pozanimala, kako ustvarja, mislim, ful me je poslušala, in skozi ta posluh je v resnici ustvarila nekaj, kar je pač meni bilo lastno, kot da bi prišlo iz mene. Tako da je to bilo eno zelo lepo sodelovanje in ves čas sva pa v resnici razmišljali skozi vsebino. Nikoli ni šlo to samo za, hotela sva pač ustvariti lepo knjigo, ker imam jaz odvedno, se mi zdi, da je lahko knjiga že valjda je vsebina mi je tako, mislim, da je vodilo, ampak tako imeti lepo knjigo v roki je pač nekaj zelo posebnega, skozi to formo lahko marsikaj bereš že o vsebini sami in tudi se mi zdi, da je malo zapostavljeno to knjižno oblikovanje včasih, ko se podreja nekim nepotrebam trga, ampak v bistvu omejitvam finančnim in tako naprej. Včasih se pa da recimo tudi z malimi sredstvi narediti zelo fajn stvari. Mislim, zelo hitro bi se lahko tudi teh knjigi zgodilo, da bi bila broširana izdaja v bistvu zelo podobno ceno in sem jaz bila pač mislim, da je vredno investirati v nekaj, kar bo vizualno govorilo že samo po sebi, preden nekdo prebere. Ker se mi zdi, da je to tudi način komunikacije. Seveda. Tudi recimo ta likovni urednica v slovenskem knjižnem prostoru sploh, da nima mesta. Ja. Se mi to zdi res zanimivo, tudi da si tako vztrajala pri tem, pa tudi potem tvoja odločitev za večmedijsko knjigo, zraven torej ni na primer zgoščenke, ampak so torej kode, QR kode, pesmi, ki jih prebereš ali pa pač, ki sem jih prebrala, pa če gremo obče, čisto drugače recimo zazvenijo potem v tvoji izvedbi, v glasbenih izvajanjih.
Kako torej ti kot igralka, tudi tvoja magistrska naloga je povezana torej z poezijo, odrom in to združitvijo, kako recimo mogoče v literarnem prostoru, ki včasih želi biti zelo specifičen, zelo ozek, to potem razširjati. Zelo si prepričljiva, tudi potem na tem področju. Torej, zakaj in kako si se lotila zdaj takšnega postopka? Mislim, meni je bilo na začetku, ko je prišla ideja o knjigi, je bilo ogromno nekih pesmi že uglasbljenih. Recimo takrat sama sem ene stvari uglasbljevala, nekaj je bilo iz kakšnih prizorov, z Larnom, Laren Polič Zdravič je imel ene par nastopov z menoj in so pač v bistvu čisto iz nekega zelo zanimivega, spontanega sodelovanja naredila par stvari. In se mi je zdelo škoda, da bi ta del odpadel pri knjigi in sem hotela izdati zgoščenko, ampak potem je to pač neka opcija, ki je danes, mislim, ljudje res nimajo veliko, ni pogosto, da bi imel pač CD-player, ker izginja. In potem sem pomislila na USB ključek, ampak je to bila tudi neka varianta, ki pač potem tehnično se ni šlo. In potem sem se nekako na te QR kode, sem rekla, pač se danes je to tako, mislim, takrat, če ni bilo v resnici toliko zelo prisotno, potem po tej, ki je knjiga prišla ven, je nekako sinhrono, je pač to postalo, če dalje bolj so začeli meniji se v bistvu prezentirati v restauracijah, kavarnah prek QR-ov, pa vse polno je bilo teh QR-ov. Pandemija je to povzročila. Ja, in tudi recimo se je zgodilo te zbirke to, da je pač glih takrat prišla v pandemiji ven, in jaz sem itak, moj namen je bil pač delati te pesniške ohceti, in sem bila na nek način omejena zdaj z nastopi, ampak hkrati je pa ta knjiga potem prek QR kod lahko sama zase živela, ker naredila sem pač cel audiobook mi je naš tonski tehnik Silvo v Mladinskem pomagal posnet, da je vsaka pač v interpretaciji kot samo govorjena, potem so pa dodatki, tam kjer je peto recimo, potem pa sodelovanja z različnimi ljudmi in zdaj ene pesmi so že imele sodelovanja, ene pa ne. In potem se mi je zdelo zanimivo, kaj pa če bi jaz povabila k sodelovanju ljudi, ki so mi blizu ali pa ki jih cenim ali pa s katerimi bi želela sodelovati in jim dam v posvojitev pesem, in potem oni ustvarijo neko malo etido skozi umetnost, s katero se ukvarjajo, je to na QR kodi dostopno poleg audio pesmi in se potem odpre še ta vez na njihovo ustvarjanje, da se pač razpre še vse te ljudi, ki so vpeti. In vsi ti ljudje so, to moram pač povedati, naredili v bistvu vse to pro bono, ker sem pač imela sredstva v resnici samo za knjigo, in so se pač pridružili tej skupnosti, v bistvu vsak je dobil v bistvu knjigo v zahvalo. Pa pač to, da se recimo lahko potem te umetnike tudi podpre prek vsake te spletne strani. Čemur pač vabim, če vam je kaj všeč, lahko pač donirate, gre to potem prek računa na njih. In ne vem, zdela se mi je pač ena taka, tako lastno mi je tudi to, mogoče zaradi teatra, kjer nikoli zelo redko si sama, tudi če imaš monodramo, you're not alone, pač tako, v petih ful ljudi. Prav ta poroka, ki si omenila, ena izmed njih je tudi dostopna, mislim, da je bila to uradno prva poroka pri Slovenskem mladinskem gledališču, ki je dostopna tudi na Facebook kanalu. Sama si rekla, da si vajena gledališča, zaposlena si v Mladinskem gledališču. Prav zdi se mi, da ta predstavitev tvoje zbirke kaže vso to sinergijo, ki jo daješ tudi tukaj z nami zdajle. Zdi se mi, da si se zelo dobro uživela, ta predstava, nastopaš v poročni obleki, tvoji soigralci, soigralke, če lahko tako rečem. Vsi so ti izjemno lepo priskočili na pomoč, oziroma gre za res umetniški, skoraj 2-urni performance, kjer v bistvu daš zbirki še nek nov čar. Ne gre za klasični pogovor, ampak gre za res izjemen
dogodek, gledališki, pevski, performanski. Mislim, da si tudi nekaj časa sodelovala s slamom, se ukvarjala s slamovsko poezijo in se mi zdi, da vse to zaživi v vseh teh tvojih talentih, ki jih imaš in jih potem seveda tudi razdaš na tej predstavitvi svoje zbirke. Ja, mislim, to je nastalo, jaz sem si pač zaželela kot otvoritev knjige imeti v resnici pač pesniško ohcet, ker bi ta Njuta, zdaj ona pač govorila te pesmi in zdravila v resnici, ker babica je govorila, do poroke bo vse mima, ne? To je ta naslovna pesem Rane, rane. Rana, rana, zlata rana, do poroke bo pa že mim, ne? In zdravi v bistvu s tem, da bere poezijo z rane zdravja, ne? Tako kot pač, ko govorimo o stvareh, v bistvu celimo neke rane, ne? In je... kar vprašaj? Ja, mogoče prav to, ko si omenila ta rek, ne, do poroke bo še vse dobro, tvoje babice, prav ta folklora, ne, ironija folklore, pa hkrati vso to spoštovanje do nje je tudi tukaj izraženo na tej ohceti. Ja, seveda, mislim, vse folklora, pa tudi prej si omenila cerkev, ne, pač. Ja. To so neke stvari, ki so v otroštvu ali pa tudi kasneje vsidrane v nas in živijo v nas, ne, in prinesejo marsikaj lepega, tudi marsikaj frustracijo, ampak tako je pač, ko se človek uči, kako živeti v svojem okolju, v svojem telesu, so vedno prisotne tudi frustracije, vprašanja, stik z drugimi, ki drugače živijo in pač se to rušijo potem tvoje eni pogledi na življenje. Ampak ne vem, zdaj, če sem gre malo nazaj na ta event, mislim, meni je bilo pomembno na nek način, pač knjiga, poezijo jaz vedno vidim na več načinov, pač eno je intimno branje, pač s knjigo, ki ga imaš, ne, drugo je pa recimo neka interpretacija tega, ne, tretje je pa recimo spet pogovor, to, kar mi dve zdaj delava, ampak najbolj vznemirljivo mi je v bistvu to doživetje poezije, ne? To, kar mi je pač bilo vedno ljubo tudi pri Grkih, ko so pač spremljali z glasbilom poezijo in v bistvu samo na ta način, na nek način obstajala, oziroma pač to je bil njen namen, ne? Da se jo govori, da se jo prenese. In takoj, ko je prisotna glasba, ritem, živo telo, ki to govori, je pač na nekem drugem nivoju se zgodi, na neracionalnem nivoju, ne? Mi smo zdaj pač zelo racionalni, analizirava stvari in je to potreben, recimo, to je ful zanimiv aspekt, mene tudi noro me zanima, tudi pri različnih umetnikih, slišati, kako so po tej poti prišli, brati dnevnike teh ljudi, ne vem, poslušati pogovore, ker je super, ne? Ker na nek način vidiš, wow, kakšne so te vijuge, ki nekdo ustvarja, se učiš zase in pač zanimivo. Ampak tako to bistvo, no, je pa res v tem, da ti doživiš to stvar, da v resnici na nek način ne moreš tako imeti tega racionalnega odziva na stvari, ne? Tako kot recimo jaz sem rekla, nimam takoj, zelo redko se lotam katerega koli ustvarjanja zelo z racionalno odločitvijo, ne. So neke tako, ampak mislim, če ni te neke, ne, ni neke nepredvidljivosti, neke nevarnosti mogoče, no. In tudi zato sem tudi v tem scenariju, ki sem ga pač spisala za ta večer oziroma za to predstavitev, pustila prostore svojim kolegom, ki pač tudi na nek način smo ansambel, ne, ensemble pomeni skupaj, mislim, kot neka družina, kjer živeš, da lahko zaupaš nekomu, da bo pač svoj del izpeljal po svoje in včasih, ko daš krila ljudem, ne, te res lahko ponesejo, ne, če jim pa porežeš te peruti, pa ostanejo v tisti kletki ali pa na tvojem varnem področju, tako da sem jim ful hvaležna za ta večer, no, in sem vedno hvaležna tem, tudi vsem tem, ki sem jim dala stvari narediti, sem hvaležna, da so pač pristopili in da so si dovolili po svoje narediti, no, in mi je bilo to zelo dragoceno, nisem hotela posegati, ni bilo to naročilo zame, ne, ampak je res bilo mišljeno kot povabilo k temu, da nekaj skupaj ustvarimo, ne. Tako kot sem jaz tudi vesela, kadar mene nekdo povabi, pa mi pusti, tle pa naredi nekaj po svoje, ali pa kako ti gledaš na to stvar, ne. Pač to je ful, mislim, tega je včasih premalo, ne, ampak to je igra, ne, ti v bistvu razložiš pravila, razložiš, kaj k čemu gremo, ne, in potem se vsak znajde po svoje in je gušt v tem, da znova iščeš način, kako nekaj izpeljati ali pa.
Je ker prav užitek je bilo to gledati, ne? Ampak da ne bova pozabili, ne? Tukaj je nastopil tudi Dejan Koban, ki sicer ni del ansambla, ampak je res pomembna gverija. Dejan je del mojega ansambla. On je bil, jaz sem njega res zelo, zelo rada in ga cenim kot tega, se z njim tudi intervju, ker sem nekaj prav mora narediti to persono, te underground pesniške scene, ki sploh ni tako, mislim, on ne underground, on je ever around ground, pač, kaj nekako rekla. Ampak je pa sicer zelo senzibilen pesnik, ne, da ga ne bo zdaj. Ne, to nisem mislila slabo, jaz mislim, da... Ne, ne slabo. Ne, vse prisoten in zelo senzibilen in tudi kot človek zelo senzibilen. In on je pač meni prvi dal, mislim, jaz sem enkrat vedela, da on z mladimi rimami se ukvarja, sploh ne vem, kako sem enkrat videla ta nastop ali karkoli in sem pristopila k njemu na ulici. In sem ga vprašala, če lahko pridem brat, ker jaz tudi nekaj pišem. Takrat sem pač pisala zase. In je rekel ja, in sem prišla in mi je postalo noro zabavno. V tem zborniku si tudi, ne? Mlade rime, ki je šel 10 let nazaj, ne? Mislim, da tudi, nisem prepričana, čeprav v unem sem, no? Ampak smo pa izdali malo knjižico. Meni je bilo to, tako, meni je ta Metelkova, ne? Pač to je tako polje, kjer... je nek drug vibe, kot pa v neki instituciji ali pa tako, kjer pač si vseeno imaš nek čuden respekt, ne vem zakaj, ampak mogoče na začetku ali pa nekako se ti zdi, da moraš pasati zdaj v neki, ne. Na Metelkovi pa tako nov mislim, jaz sem imela ta občutek, tle pa res lahko, ker vidiš toliko nekih različnih stvari, lahko je res izrazno polje ful širše, ne, in si dovoliš tudi v bistvu ga zelo posrati. Mislim, si dovoliš eksperiment za res, ne, in jaz sem pol v bistvu ta mood, mislim, ta način začela enem trenutku prenašati ustvarjanje recimo drugje, ne, v teatru, in sem videla, koliko mi je dalo to, ta Metelkova, no, in ta Dejan in ta scena, ful mi je ljubo. Ful mi je ljubo, no. Ful sem hvaležna in ja. Ja, prav ta energija, navdušenje nad, bom rekla, naj se gre za dramatiko, poezijo, se torej čuti v zbirki, kjer imaš recimo tudi citat Nine Dragičević, s katero sodeluješ, pa potem Moanisa omenjaš in potem seveda Hamleta, biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje, in ta tvoja krasna interpretacija, mogoče bi jo potem tudi dodali za naše gledalke in gledalce v tej QR kodi, po to QR kodo. Kako v bistvu sploh izbrati? Zdi se mi, da je na eni strani zbirka tako prvinska, na drugi strani pa en velik žmoht, kot kompliment, seveda, celotni sodobni pesniški sceni in seveda tudi starejši književnosti. Kaj izbrati? Ja, kako torej zdaj Anja izbira, čeprav praviš, da se ničesar ne lotiš racionalno, ampak kako torej zdaj Anja? Izbira torej citate. Ker se mi zdi, da se to na nek način res nadgradnja, ne deluje to kot sestavljanka, ampak zelo zajemno, zelo simbiotično delo, ne? Ker pri nekaterih znajo te stvari spodleteti v neko drugo smer, pri tebi pa to vse deluje organsko. Ja, mogoče zato, ker tudi se porodilo organsko, mislim, tako kot včasih, ko govorimo kaj, pa koga citiramo, ali pa na ta način, ko pišem, pač čas se zgodi, da kar izpišem nekaj, kar sem nekje slišala, ne, in v bistvu vidiš, kako se vate vtisnejo različne stvari, mislim, kako se vate vtisne vse, praktično. Tako, od zdaj pač pop kulture, trasha, do visoke umetnosti, ki je včasih, by the way, tudi Shakespeare je bil pop kultura, ne, če smo že potem, ki se potem pač se glorificira to na neki nivo in tako naprej, mislim, nivo, ki je zdaj pa, ampak hočem reči, to se vse pač vpisuje in potem na nek način se to odraža, tako kot se v telo vse vpisuje, ne, se tudi v naš in v našo dušo in potem nekje se izrazi, ne, in potem iščeš odnose do tega. Po mojem je to tako, ne vem, ni zdaj, da bi jaz
zdaj na pamet iskala, zdaj pa bi jaz omenila Nino, ker z njo sodeluje, pa ker mi je čist huda, ampak ne, pač pišem to pesem in se mi zgodi, da to napišem in potem vidim, opsa, ne, to je pa v bistvu od Nine, ne, tle se je pa Nina prekradla noter in potem pač pogledam, kako ona to zares izreče in sem pač tle dodala kot citata, ne. Ponekod so pa tudi stvari v bistvu, ki že sama ne vem več, odkot so, pa sam vem, da sem jih nekje slišala in pa se pride do tega, ne, kaj se krade, kaj se ne, ampak se mi zdi, da itak, če gremo na ta način, pa se vse krade, ne, ampak... Celoten postmodernizem je fake, kako. Ja, je drugače, če je to upeto, drugače, če ti res vzameš nekaj, pa res obvious okradeš, ne. Mislim, to je... Ja, plagiat, ne, odgovornost. Ja, je pa drugo, kadar se to na nek način uplete, ne. Pa če ta nadgradnja, če pa to še recimo citiraš, ampak včasih se pa ne da vsega razložiti, mislim, če bi eno pesem od kogarkoli zanalizirali, od kje vse to prišlo, to mi je rekla babica, sem slišal v tej knjigi, tu v tistem filmu, to je rekel, ne vem, Hockney, mislim, to pa tako lahko bereš analitično študijo, ne, zato so potem, včasih recimo tudi čisto nezavedno, jaz tudi, ko sem brala od Milene Mileve Blažič kritiko, je pač bilo mi zelo zanimivo, kaj vse, kjer svet je ona vse videla, ne. In jaz sem potem bila tako presenečena, a se res vse to vidi? In nisem imela nobene intence, recimo s temi referencami pisati, ampak potem sem se pa vprašala, ampak v resnici pa res vse to, kar je ona naštela, meni je blizu, sem jaz to brala, se je vame vtisnilo in potem nezavedno v resnici komuniciraš vse to, ne. In mi je dragoceno to, da ljudje, da je pač, da je polno, da lahko berajo, da se lahko vidi na več načinov. V redu mi je to. Ne bi rada imela nekih enoznačnih, definiranih zaključkov. Tudi glede vse čisto oblike, mislim, kaj vse ljudje pač berejo, recimo skozi to črto, skozi to, pač to je tako ful zanimivo, ful govori tudi v bistvu o ljudeh samih, a ne, kaj imajo oni željo projicirati v to platno, v samo umetniško delo, ne. In kaj nam vse ta pesniška zbirka, torej z vsemi kodami, z vsemi dodatnimi nadgraditvami daje, Anja? Zdi se mi... Jaz vidim, da moram iti na vajo, jaz že malo zamujam. Torej, jaz sem zelo hvaležna, torej Veroniki Šoster, da te je izbrala v ta Fabulin izbor in sem ti hvaležna, da si vzela čas kljub natrpanemu urniku, ki ga imaš. V redu. Vesela, da sem povabila, sem vesela. Ja. Čeprav v bistvu se ne vidimo fizično v Mariboru, v tem primeru pa upam, da se vseeno v bližnji prihodnosti srečamo v živo, brez vas, brez pandemije. Najlepša hvala. Hvala gledalke in gledalci Mariborske knjižnice in Fabulinega izbora, da ste bili z nami in želim vam veliko ljubavi, kot kateri v bistvu tudi govori zbirka Anjute. Anjuta, hvala. Hvala tudi vam. Lepo se imejte. Ciao. Ciao.